Pogovor o. Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V nedeljo nas čaka zakonodajni referendum o zakonu, ki ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne umetniške dosežke ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje. Glasovanje bo potekalo na 2978 rednih voliščih, na 88 omnija voliščih in 29 voliščih v tujini na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30.1.2025. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volilnih upravičencev bo moralo svoj glas proti oddati vsaj 338.491 volivcev. V našem studiu zelo lepo pozdravljam predstavnici opozicijskih strank, poslanko SDS Alenko Jeraj in poslanko Nove Slovenije Ivo Dimic. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Ob tem naj povem, da sem povabila tudi socialne demokrate, a se povabilu niso odzvali. V oddajo pa nisem povabila Levice in Svobode, oboji pozivajo k bojkotu referenduma. Bomo pa slišali tudi njihovo stališče, ki so ga podali na novinarski konferenci, ampak morda najprej za začetek vajin komentar na to dejstvo, da sta kar dve vladni stranki pozvali k bojkotu. Gospa Jeraj. No, nam se zdi to popolnoma neprimerno. Prvič vemo, da imamo v Sloveniji velike težave z udeležbo tako na volitvah kot na referendumih in vlagamo velike napore za to, da bi ljudi prepričali, da se udeležijo, da je to pomembno, da je to praznik demokracije in vse te stvari. Tudi Evropska unija dela na tem. Najbolj ironično pa je, da je koalicijske stranke so v koalicijski pogodbi napisale, da bodo spodbujale, da se ljudje udeležujejo referendumov, volitev in tako, torej da bodo delale ravno obratno, kar sedaj počnejo, ampak sej to je itak njihov način. Veliko stvari, ki so jih zapisali v koalicijsko pogodbo, ne delajo in ena izmed teh je tudi ta. Tisto, kar pa pogrešam, je pa to, da se ob tem ne oglasijo pravniki, kajti to je prav direktno napad tudi na ustavo, a ne? Se ustava določa, da je referendum možen, v kakšnih primerih se ga razpiše in bi tukaj pričakovali, da se na to odzovejo. Oglasila se je pa res predsednica republike, ki je rekla, da ona bo šla na referendum in da se je pač treba referendumu udeleževati in volitev, skratka, da je to državljanska dolžnost in pravica, a ne? Velikokrat ljudje se pritožujejo nad kakšnimi odločitvami, ko pa imajo to v svojih rokah, se pa zaradi različnih razlogov ne odločijo, da grejo. Tako da mi pozivamo, da ljudje pridejo na referendum in glasujejo proti temu zakonu. Gospa Iva Dimic. Ja, tudi v Novi Sloveniji smo aktivno pristopili k referendumski kampanji in seveda referendum je najvišja oblika demokracije, praznik demokracije in seveda, da pride poziv k bojkotu iz največje vladne stranke, od tiste, ki je dobila seveda zaupanje na prejšnjih volitvah največje, a ne, in da kar naenkrat obrnejo ploščo in govorijo, da bojo bojkotirali referendum, se mi zdi, da je skratka neodgovorno, nedemokratično in pričakovala bi seveda, da enostavno stopijo, bom rekla, v referendumsko kampanjo ali pa da bi stopili v referendumsko kampanjo in z argumenti seveda tudi oni sami argumentirali, zakaj naj grejo ljudje na volitve in kako naj glasujejo. Jaz sem prepričana, da ljudje vedo, zakaj se gre pri samem referendumu in da se bojo tega praznika demokracije v največji meri udeležili in seveda glasovali za to, da bi vendarle v Sloveniji imeli vsi enake pravice iz naslova vplačil v pokojninsko blagajno. Mogoče samo še ta stavek, ja. Poslanci sprejmemo nek zakon, oni so ga prinesli, smatrajo, da je zakon dober, torej ni logike, da si ne želijo, da se ta dober zakon potrdi tudi na referendumu. Ravno obratno bi morali biti, torej, da bi pozvali, naj ljudje pridejo in naj potrdijo, da je bila ta njihova odločitev za ta zakon prava. Mi mislimo pa, da ni bila.
Kot rečeno, bomo zdaj slišali stališči, ki so jo posredovali na včerajšnji novinarski konferenci. Najprej državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Marko Rusjan, ki ste mu očitno v SDS s predlogom zakona o prenehanju veljavnosti zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, precej dvignili pritisk. Pa prisluhnimo. Zakon leta 1974 je bil dejansko že odpravljen vsaj na področju kulture z sprejetjem novega zakona o državnem zboru. Žal je stranka SDS z vložitvijo pobude za zakonodajni referendum zaustavila veljavitev tega zakona, tako da še zmeraj velja zakon leta 1974. Sama njihova pobuda sedaj, da se ta zakon v državnem zboru odpravi, samo dokazuje, da so naredili cel čas prav tekom referendumske kampanje. Če na referendumu pade nov zakon, potem bo še naprej veljal zakon leta 1974. Sedaj oni bi odpravili zakon leta 1974, ki določa poleg možnosti podelitve izjemnih pokojnin za kulturo tudi za področje znanosti. Ne dotikajo se pa nikakor v tem svoji pobudi že veljavnega zakona, ki omogoča podelitev dodatka in pokojninam na področju športa. S tem SDS kaže svojo lestvico vrednot, kako obravnava različne posameznika in področja, ki so enako pomembna za našo družbo in našo državo. Kultura, očitno kultura in znanost je pri njih najnižje vrednosti, medtem ko tega, da bi šli egalitarno, enako obravnavali tudi šport, zato seveda nimajo poguma. Kar je pa najbolj banalno in kar kaže, da je ta manever samo zavajanje in dejansko zbujanje pozornosti v čas tik pred koncem kampanje, je to, da po 25. členu zakona o referendumu in ljudski iniciativi eno leto po razglasitvi rezultatov zakonodajnega referenduma državni zbor ne sme sprejeti zakona, ki je vsebinsko enak in nasprotju z voljo volivcev. Če bo slučajno SDS-u uspelo nedeljo doseči kvorum in bo zakon padel, je jasna volja volivcev, da želijo, da ostane zakon leta 1974. Kar dejansko pomeni, da v tem mandatu državni zbor ne sme obravnavati tega njihova predloga, ki so ga zdaj podali. Tako, to je bil državni sekretar Marko Rusjan. Najprej morda vaš direkten odziv, gospa Jeraj, zakaj ste vložili torej ta zakon, ki izničuje zakon iz leta 1974. Torej, mi smo proti kakršnim koli privilegijam. Mi mislimo, da se pač pokojnina odraža v plačanih prispevkih, toliko kot je nekdo plačal, se mu potem tudi izplačuje. Vemo, da smo imeli v preteklosti in spremembe pokojninskega zakona in tako naprej in so se morda dogajale kdaj tudi krivice, ampak na vsak način smo si v SDS vedno želeli pokojninsko blagajno očistiti vseh stvari, ki nimajo veze z vplačili. Ampak to nam večkrat tudi ni uspelo pri raznih drugih, bom rekla, privilegiranih pokojninah. Ampak zdaj ta manever s tem novim? No, manever. Glejte, koalicija se je ves čas sklicevala na to, da če ne bo sprejet njihov zakon, oziroma če bo zavrnjen, bo še vedno veljal zakon iz leta 1974, kar drži. In seveda, ker, kot smo rekli, smo proti privilegijem, predlagamo, da se ta zakon razveljavi. Torej ne bo niti tistega zakona in nihče ne bo mogel dobiti kar mimo vsega nek dodatek pokojnini. Morate vedeti, da ta zakon, ki ga oni predlagajo, je bistveno višje dodatke odmerja kot prejšnji, ki velja iz leta 1974. In poleg tega je tukaj še cel kup drugih stvari, širi se nabor in tako naprej. Skratka, mi smo se odločili, da vložimo razveljavitev tega zakona, da se pač teh dodatkov ne bo na noben način več podeljevalo. Vemo, da so v preteklosti veliko dodatkov se je podeljevalo tako športnikom, tudi kulturnikom, ampak kljub temu je stari zakon določal, torej res so bila bolj ohlapna pravila, kako nekdo dobi, ampak vedno je šlo za življenjsko delo,
vedno je o tem morala odločati vlada, tukaj bo pa zdaj avtomatizem. Nekdo, ki bo izpolnjeval pogoje, bo pač ta dodatek dobil in ga bo lahko tudi iztožil in ne drži vse to, kar govorijo, da pač se število ne bo povečevalo. Skratka, če bodo ljudje na referendumu večinsko rekli proti, da niso za te privilegije, potem smo prepričani oziroma bi morala koalicija glasovati za to, da se stari zakon razveljavi. Če ljudje pač temu nasprotujejo, treba je spoštovati voljo ljudi. Gospod Marko Rusjan se je torej oglasil, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, in res spodbujena je bila očitno ta izjava prav s to novo potezo SDS, da bi torej izničili oziroma razveljavili zakon iz leta 1974. Kako vi gledate na ta zakon, gospa Iva Dimic, in na to pobudo, da se zdaj razveljavi z novim zakonom ta zakon od takrat? Glejte, pokojninski sistem mora biti pravičen. Ta zakon iz leta 1974 praktično sploh ne bi smel obstajati. Bom rekla, mogel bi ga že izničiti, že ob začetku osamosvojitve. Zato mislim, da je potrebno vendarle razumeti v luči politike, ki jo pelje omenjena koalicija, da si vsi pokojenci zaslužijo višje pokojnine, ne samo dodatne obremenitve, recimo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je prešlo na obvezno, potem tudi prispevek za dolgotrajno oskrbo. Skratka, upokojenci imajo vedno več bremen, ki bremenijo njihove pokojnine, in hkrati na drugi strani ta zakon prinaša neke dodatke izbrancem, posledično se uničuje zaupanje v pokojninski sistem in seveda dela nove delitve in napetosti v družbi, kar ni dobro. Prepričana sem, da si vsi želimo, da bojo pokojnine odraz vplačil v naš pokojninski sistem in da ta pokojninski sistem ne bo bil obremenjen z nekimi posebnimi dodatki. In mislim, da je to za neko zrelo družbo prvi korak. In mi v Sloveniji moramo ta korak narediti. V redu je, pomagajmo kulturnikom takrat, ko delajo, znanstvenikom takrat, ko so aktivni, tudi športnikom ne nazadnje takrat, ko so aktivni, vendarle pa pokojnina naj bo odraz tistega, kar smo vsi državljani vplačali v ta sistem. Mislim, da če vprašamo mlade, mladi si ne želijo prevzeti bremen nekih dodatkov v pokojninski blagajni. Mi moramo mlademu omogočiti, da pridejo bližje kulturi z nekimi spodbudami, z možnostjo sodelovanja na raznih projektih. Ne verjamem pa, da bojo mladi pripravljeni prevzeti bremena pokojninske blagajne in izplačevati v prihodnje neke dodatke nekomu, ki mogoče pošteno povedano tudi ni v večini upravičen do nekih dodatkov in posebnih dosežkov v kulturi. Prisluhnemo zdaj še poslanki Svobode, Sari Žibrat. Tudi ona je kar precej razgreto razmišljala na včerajšnji novinarski konferenci. V Gibanju Svoboda z bojkotom sporočamo dve sporočili ljudem. Prvič, da se ne doseže kvorum, s tem želimo, da dejansko obvelja nov zakon, ki bo te dodatke podeljeval na bolj transparenten, jasen način, ne pa da bodo odvisni od neke volje vsakokratne vlade. Drugo sporočilo pa je, da ne želimo sodelovati v politični igri SDS-a, ne želimo sodelovati v manipulacijah in ideološkem boju, ki so ga začeli sedaj biti na plečih slovenskih umetnikov, slovenske kulture in slovenskega naroda kot celote. Gre za zelo zavrženo zlorabo instituta referenduma, ki bi moral biti namenjen temu, da lahko ljudstvo prepreči sprejetje nekega škodljivega zakona za celoten narod, za celotno družbo. Nov zakon o tem, kako bomo kot Republika Slovenija podeljevali dodatke za izjemne dosežke na področju kulture, zagotovo ni škodljiv in ne spreminja položaja posameznega državljana v nobenem pomenu. Že od začetka so bili podpisi za referendum zbrani na podlagi zavajanj. Ljudje, ki so podpisali zahtevo za referendum, niso vedeli, da te dodatke že imamo, da se že podeljujejo 50 let in niti verjetno niso vedeli, da imajo podobne ureditve tudi v drugih resnih državah, ki cenijo svoj narod, svojo kulturo in umetnost, kot sta recimo Finska in pa Nemčija.
Potem niso bili seznanjeni s tem, da se dodatki po starem zakonu, ki ga želimo preklicati, dedujejo, torej da dejansko je teh upravičencev do dodatkov po obstoječem sistemu več, ker jih lahko prejemajo po smrti upravičenca tudi družinski člani. Seveda pa se je najbolj zavajalo upokojence, ker se jim je lagalo, da ti dodatki posegajo v pokojninski sistem, kar absolutno ne drži, ker mi kot Republika Slovenija plačujemo dodatke ne samo za kulturnike, ampak tudi za športnike in pa za veterane iz resornih ministrstev. Torej, ta denar ne gre nikakor iz pokojninske blagajne, hkrati pa so zneski tako zanemarljivi, da so neprimerljivi z stroški samega referenduma. Sedaj pa vidimo, kot je povedal kolega, da so v stiski in da se ta zavajanja tekom kampanje stopnjujejo. Sedaj smo bili priča letakom SDS-a, ki vsebujejo tudi naša imena, naše izjave, tako da so volivci na terenu zmedeni, ker vidijo pač obraz koalicijskega poslanca in pa pozivanje za glas proti, tako da poskušajo nekako s to grafiko zavajati volivce. Nazadnje pa celo z vložitvijo zakona, ki bi absolutno ukinjal dodatke in s tem se nam pojavlja vprašanje, zakaj potem sploh gremo na referendum, če je stranka SDS končno pokazala pravi obraz, da je proti dodatkom nasploh. Ta zakon bi lahko sami sprejeli v svoji vladi, ampak so takrat raje podeljevali dodatke tako imenovanim svojim umetnikom. Cilj novega zakona je, da nehamo govoriti o tem, da imamo neke leve in desne umetnike. Umetnost ni od nikogar. Poslušate oddajo Pogovor o, ravnokar smo prisluhnili poslanki Svobode Sari Žibrat, zdaj pa nadaljujemo s pogovorom v studiu, namreč danes gostimo dve poslanki opozicije, Alenko Jeraj in pa Ivo Dimic iz SDS in NSI. Nov zakon, o katerem bomo odločali v nedeljo na referendumu, kot rečeno, ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Gre za, recimo, med upravičenci so prejemniki Prešernove nagrade, pa tudi nagrade Prešernovega sklada ali državnega odlikovanja, ter vsaj še ene od več kot 20 nagrad in med tem je več kot 10 takšnih, ki nagrajujejo življenjsko delo ali zaokrožen umetniški opus. V SDS ste poudarili, gospa Jeraj, da niso jasno določena merila, po katerih se bodo ti dodatki k pokojnini podeljevali. Kakšna so merila trenutno in kaj je narobe s temi, ki jih prinaša ta zakon? Po sedaj veljavnem zakonu iz leta 1974 je dejansko stvar zelo odprta. Ni jasno določeno, čeprav piše v zakonu, da pač za neko življenjsko delo oziroma za nekoga, ki je veliko prispeval k razvoju države na različnih področjih, ker takrat je veljal zakon še in za športnike in za znanstvenike. Ampak tega smo manj podeljevali, veliko več se je podeljevalo na področju kulture. Je pa bilo tam določeno, da je na predlog ministra o tem odločala vlada. In minister je moral to kar dobro argumentirati, če je nekoga predlagal in dejansko so med predlagatelji večinoma, če gledamo nazaj, torej ne bom za časa Drnovška, ker takrat je bilo veliko podeljenih, ampak potem od leta 2004, recimo, ko je bila tudi naša vlada, so bili podeljene ti dodatki, ampak nižji kot bodo po novem zakonu, umetnikom za življenjsko delo. Torej, večino so dobili tisti, ki so dobili že prej Prešernovo nagrado. Prešernovo nagrado dobi za življenjsko delo. In treba je povedati, da danes tisti, ki prejme Prešernovo nagrado, zraven dobi tudi denarno nagrado 30.000 evrov. In mi ocenjujemo, da je to dovolj, da ni treba potem še nekih dodatkov. To, kar delajo zdaj z novim zakonom, v novi zakon so pa zapisali, da poleg te velike Prešernove nagrade za življenjsko delo lahko priznanje prejmejo, tako kot ste povedala, tudi prejemniki nagrade Prešernovega sklada, teh je vsako leto 6 in poleg tega dobijo še 10.000 evrov, poleg nagrade. Zraven morajo imeti pa še eno od drugih nagrad. In te so zapisane, teh je 23.
napisanih v zakonu, ampak seveda izključujejo veliko nekih nagrad, ki so stanovske, ki jih dobijo naprimer kiparji. Za kiparje recimo ni not nagrade. Se pravi, nek kipar ne bo mogel po tem zakonu dobiti, ne. In še nekaj drugih. So pa recimo neke take nagrade, ki bi pa rekel, ne vem, če so ravno primerne. Nagrada RTV-ja recimo, ne, ali pa Kresnik, Delova nagrada, Večerova nagrada. Velike teh recimo nagrad za literaturo, kar je fajn, ne, ampak ne moreš pa zraven izključiti mnogih drugih področij umetnosti, ki so tudi na mestu. Sicer nam očitajo, da tega nismo predlagali takrat, ampak smo jasno povedali, da veliko nagrad stanovskih niso vključili, pa bi jih morali. In širi se nabor tudi zato, ker se predvideva, da bi tak dodatek lahko prejel tudi nekdo, ki ga odlikuje predsednica republike. Predsednik republike je pa politika, ne? Tudi ne vemo, koliko jih bo predsednica odlikovala, lahko jih 1 leto 10, lahko 2, lahko nobenega, ne? Skratka, nimamo niti neke ocene, koliko bi tega bilo. Ampak če samo ta trenutek gledamo, ko smo mi vprašali Ministrstvo za kulturo, so dejali, da imajo ta trenutek na ministrstvu 27 vlog teh umetnikov in da jih kar 17 izpolnjuje pogoje, ne? Torej, to, kar oni govorijo, 4, 3 na leto, tukaj jih imamo že 17, sej res takrat šele lahko zaprosijo oziroma dobijo, ko grejo v pokoj, ampak na vsak način bo to bistveno več ljudi, kot v resnici danes govorijo, ne? In poleg tega več o tem ne odloča vlada, ampak komisija na Ministrstvu za kulturo in kot rečeno, če bo nekdo izpolnjeval pogoje, ne moreš ti odločati, ali boš dal ali ne boš dal, ne, kot je bilo prej, ko se je res, bom rekla, mal bolj naredil izbor in se ni to kar podeljevalo vse povprek. Tukaj pa se bo to nam zgodilo, zagotovo, ne. Oni sicer govorijo o okrog 60.000 evrov, ne, ker računajo pač 2 Prešernova nagrajenca in morda še 2 iz nagrade Prešernovega sklada, ampak moramo vedeti, da mi te nagrade podeljujemo že od osamosvojitve oziroma že pred njo, torej vsi ti ljudje lahko zahtevajo in zagotovo bodo, če bo pač taka opcija, ne, varianta, bodo ljudje zagotovo dali vlogo in pač če bodo izpolnjevali pogoje in bomo to morali tudi dati. Zato je zelo zavajajoče, ne, kar govori vlada, da bo to stalo 60.000 evrov na leto. Kot sem rekla, pri športnikih je danes ta znesek 2 milijona in nekaj. In za primer so dali zraven Nemčijo in Finsko, da imajo stvari podobno urejene, ampak v Nemčiji izplačujejo te dodatke iz enega sklada, v katerega kulturniki v svojem času svojega delovanja vplačujejo in se iz tega potem izplačujejo dodatki. Na Finskem je pa to omejeno na 83.000 evrov letno. Samo toliko dajo, pa je Finska precej večja država kot Slovenija, ne? Torej je zamejeno s tem zneskom in več kot toliko ne dajo, ne? Tukaj pri nas bodo pa te številke zagotovo precej višje in ministrstvo tukaj zavaja, ker pač ne pove točnih podatkov. Že to, da so povedali, da je 27 vlog in da jih 17 izpolnjuje, je bila cela procedura. Vaš kolega Jančič je moral do informacijske pooblaščenke zahtevati podatke. Torej, če so ti umetniki priznani in naj bi jih vsa Slovenija spoštovala, je prav, da tudi vemo, kdo to so, a ne? Komu bomo to podelili. In če gre za neke izjemne dosežke, zakaj bi jim oporekali? Tako je in moramo, če pa noben tistega umetnika ne pozna, se pa vprašaš, če je res tako zelo dober, ne, da cela Slovenija in še tujina zanj ve, ne, če v resnici prvič slišiš, a ne, da je nekdo. Gospa Iva Dimic, kakšni so vaši ključni pomisleki glede tega zakona, o katerem bomo odločali na referendumu, glede te preglednosti dodeljevanja teh dodatkov? Ja, lahko rečem, no, Alenka je zelo dobro tole predstavila, ampak vendarle ne, zakon naj bi zagotavljal neka poštena, pravična in pregledna merila, ne. Tukaj so bile, pa bom rekla, že iz državnega sveta opozorila, da je zakon arbitraren, ne, da dodeljuje in priznava te dosežke samo določenim skupinam in da spušča, naprimer, narodno zabavno glasbo, ne. Tukaj noben dosežek, nobeno priznanje ne velja in se ne morejo, niso upravičeni sploh do kakršnihkoli mogoče v prihodnosti do dodatkov. Izpuščajo jazz, izpuščajo balet, Lenka je rekla kiparstvo. Recimo,
zakon tudi pravi, da ne smejo biti da niso priznanja, ki so plačljiva s kotizacijo. Ne? Čeprav moramo tukaj vedeti, ne, da taka, bom rekla, svetovno mednarodna tekmovanja, kakor je Red Dot za arhitekturo v Ameriki, v New Yorku, ne, je potrebno plačati kotizacijo, da ti lahko sploh zraven prideš. Ne? In če tam dobi nek vrhunski arhitekt najvišjo nagrado, ne, v Sloveniji mi tega ne priznamo. Ne? Po drugi strani pa lahko arbitrarno predsednik države odloči, komu bo podelil in kaj se njemu zdi, da je bil visok ali pa velik prispevek k ohranjanju kulture v Sloveniji. Jaz rečem lahko, no, da je slovenska kultura res zakladnica slovenskega naroda, da brez kulture in jezika kot nekega jedra njene identitete danes ne bi imeli samostojne države in da je to pomembno. Vendar, še enkrat poudarjam, ta zakon govori o temu, da bojo poskrbeli zgolj in samo za peščico ljudi, da vse ostale izpuščajo. In jaz ali pa v Novi Sloveniji ves čas poudarjamo, da je potrebno dostojne penzije zagotoviti vsem upokojencem, ne samo eni peščici, za katero seveda so s tem zakonom si jo sami izbrali. In tako prej je šlo to, bom rekla, imenovanje preko vlade, zdaj pa postaja nek avtomatizem in to bo že kar ministrstvo samo določilo. Skratka, pušča preveč odprtih stvari in še naj povem, naprimer, priznanja za znanost, Puhove nagrade, ki jih vsi poznamo, prinašajo naprimer 30 000 evrov nagrade, vendar brez doživljenjske rente, ko greš v penzijo. Ne? Se pravi, imamo mi že v Sloveniji sistem vzpostavljen, ki dodeljuje nagrade in je prav, da jim dodeljuje. Ves čas poudarjam, da je prav, da kulturniki dobijo nagrade v času svojega ustvarjanja, da pa seveda ne more pa potem se odražati tudi v tako visokih dodatkih k pokojnini potem v času pokojnine. Povprečen Slovenec dobiva pokojnino 20 let, te dodatki so visoki, lahko si izračunamo število prejemnikov in seveda od teh dodatkov, skratka, dostojne penzije za vse, ne le za peščico, lahko rečem. Pa če se naslonimo še na očitek, ki ga je podal državni sekretar, gospa Alenka Jerajčeš, koliko vam je do kulture in koliko do športa. Vrednotenje teh dosežkov je res malce težje pri kulturi, pri športu je lažje. Tam imamo medalje, je jasno. No, oni nam ves čas očitajo, da smo proti kulturi, proti športnikom, ampak naj spomnimo, da smo takrat, ko je bila naša vlada, povišali nagrado za, naprimer, srebrno medaljo, za ekipno zmago na svetovnem ali pa ne. Ampak to je stvar, ki je enkratna in to je pravilno. Ne? Takrat je nekdo dosegel, ne vem, zmagal v svetovnem pokalu ali karkoli in je to pač neka enkratna nagrada za takrat. Tako kot je rekla, ne, Puhova nagrada ali pa Prešernova nagrada, takrat prejemnik dobi 30 000 evrov oziroma če je nagrada Prešernovega sklada 10 000 evrov. In to je najbrž boljši način, ne, ker ta novi zakon, ne, seveda prinaša tudi to, ne, prej sem rekla roman Kersnik, recimo delo, ki ga podeljuje, ni to problem, ampak to človek bi potem dobil doživljenjsko rento za en roman, ki ga je napisal, ne, nekdo napiše 20 romanov ali pa, ne, razumeš, takrat bi mu dal nekaj, ne moreš pa za en prispevek, za en dogodek dati tako življenjsko rento. In zdaj tukaj bo mogla pa omeniti tudi tole gospo Majo Smrekar, ne, katere pač performans smo mi dali na plakate in nam tudi to očitajo, ampak mi smo hoteli ponazoriti, kaj zakon prinaša na enem zelo jasnem primeru. Gospa Maja Smrekar je izvedla projekt Hibridna družina. To je res nekaj časa trajala, ne? Mislim, da je triletni projekt in zato je potem dobila nagrado Prešernovega sklada. Ampak treba je vedeti, da jo je za nagrado Prešernovega sklada predlagal Jurij Krpan, ki je bil kustos njenega performansa, ne? Se pravi, povezan z njo. On jo je predlagal pač kot sodelavec, ne? In naslednja stvar, gospa je dobila neko mednarodno priznanje, ampak tudi v tej mednarodni komisiji, ki je dala to priznanje, je bil gospod Jurij Krpan, ne? Tako da ima človek malo slab občutek, ne? Da je zdaj to neka velika umetnost, če pač on se je pač kot njen sodelavec potrudil, da je to prišlo na vse te, torej to mednarodno tekmovanje in tudi tukaj le na nagrado Prešernovega sklada. Zdaj, kaj je bil ta projekt? Ne? Ona pravi, da je med znanostjo, umetnostjo in ne vem kaj, ne?
Projekt Hibridna družina je potekal tako, v katerem je s hormonsko terapijo spodbudila tvorbo materinega mleka in nahranila pasjega mladička oziroma mladičko in se oplodila s pasjimi celicami. Zdaj, če boš vprašal ljudi, ali je to umetnost, dobro, ona lahko nekaj razvija, pač neko znanstveno metodo, a je to zdaj, a smo, bom rekla, ljudje in psi eno, ne, da lahko na ta način delamo, čeprav se čudim, da se ob tem ne oglasijo vsi ljubitelji živali, ne, ker to je po mojem zloraba živali, ne, ker delaš neke eksperimente na živalih, ki najbrž niso ravno primerni. Ampak kakorkoli, zato je gospa dobila Prešernovo nagrado, dobila je nagrado v tujini in ona bo po tem zakonu, ki ga pač koalicija predlaga in za katerega smo mi proti in smo zato razpisali referendum, predlagali referendum, bo zato dobila ta dodatek svoji pokojnini. Gospa je sicer profesorca, mislim, da na akademiji in pač itak vplačuje v pokojninsko blagajno in bo imela neko normalno pokojnino in zato se nam ne zdi primerno, da za en tak performans, ki imamo pač mnoge pomisleke in če se spomnite tudi takrat, ko je gospa dobila za to Prešernovo nagrado Prešernovega sklada, je bila velika polemika, ali je to primerno ali ni primerno. Nagrade vredno. Nagrade vredno, ne, pa še kakšna druga je bila podobna, kjer so se ljudje zgražali in večinsko se ljudje zgražajo. Mislim, da je tukaj tudi, bom rekla, sramotenje materinstva in tako, ne, mislim, to so stvari, ki so prizadele marsikoga, ne, na tak način, ne, da je pač vseeno, dojiš otroka ali dojiš psa, ne. Saj smo potem videli eno karikaturo, ko ena gospa reče, imam nizko pokojnino, možu, a ne, pa reče mož, ja, mogoče bi mogla pa psa dojiti, ne, naše otroke pa imela boljšo. Mislim, ironično, ne, da se moramo tako pogovarjati in zato te stvari za nas res niso sprejemljive. Saj imamo pač mehanizme, da ljudje za nagrado, ki jo pač dosežejo z neko zadevo, ki jo naredijo, ki je pomembna za Slovenijo, dobijo pač neko tudi denarno nagrado, ne moreš pa za neko zadevo dati doživljenjsko rento v vrednosti od 1000 do 2000 evrov, ko vemo, da marsikdo niti pokojnine nima 1000 evrov, ne? Zanimivo se mi zdi, da recimo eden od argumentov, ki ga slišimo iz ust koalicije, je, da ta zakon tudi odpira prostor za dialog z državljani. In recimo, če bi pri tem konkretnem primeru upoštevali ta dialog z državljani, verjetno take nagrade, takega dodatka ne bi nikoli podelili. Se pravi, kje so tukaj državljani, gospa Iva Dimic? Ja, zagotovo, no, to, kar je bilo povedano, se res vprašaš, ne, kako imajo eni dostop do takih dodatkov v kulturi, do takih priznanj, nekdo drug pa, bom rekla, ljubiteljsko kulturo, živi na podeželju, v vasi ohranja 40 let, lahko se razdaja, nek učitelj se lahko 40 let razdaja in goji vse gledališke igre za otroke, pevske zbore in tako naprej in po 40 letih se upokoji z navadno pokojnino, ne. Nekdo pa lahko naredi nek tak performans, ne, ki dejansko je vprašanje za marsikoga, kaj je tukaj kultura ali pa na kakšen način nagrajevati, ne. In enostavno ljubiteljska kultura je preslišana, je spregledana, ne, pa jaz lahko rečem in si upam trditi, da je temelj slovenskega naroda, ravno ta ljubiteljska kultura, kultura, ki je vsakmu doma blizu, a ne, vsakmu, sploh še podeželje. Po drugi strani pa lahko rečem, ne, ravno te dni sem zasledila tudi preko vaše Facebook strani, a ne, svetovno priznanje mladi violinistki Avšičevi, a ne, v Španiji, a ne, in enostavno, ne, jaz pravim tudi, to je kultura, a ne, ampak to mlado dekle je spregledano, ne, čeprav je z violino doseglo najvišjo svetovno raven, ki jo je mogoče osvojiti, a ne, in enostavno je spregledana, ne. Se pravi, še enkrat, mi ali pa ta zakon nagrajuje peščico kulturnikov, a ne, in velika večina jih je pa spregledanih in seveda jim prinaša dodatke k penzijam samo tej peščici, vsi ostali pa so spregledani in to ni prav, ne. Če se bi samo mal dotaknila nazaj, ker ste prej rekli, ta zakon iz leta 74, ne. Ta zakon je najprej določal možnost izjemnih pokojnin za zasluge na področju revolucionarne, politične, znanstvene, kulturne in druge družbene dejavnosti in potem se je leta 1990 z osamosvojitvijo tukaj mal
to zadeva omilila. Ne. Seveda zdaj pa želi, bom rekla, levica nazadnje, ponovno vrniti neke druge čase nazaj, in podeljevati svojim dodatke k penzijam. Še enkrat, v Novi Sloveniji smo prepričani, da to ni pravi zakon in da enostavno tak zakon ne bi smel biti in da se kulturnike nagrajuje takrat, ko oni ustvarjajo, da lahko še več ustvarjajo in da to ne sme izhajati potem tudi v pokojnine. Gospa Jeraj, ste želeli? Ja, dodala bi še to, predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada je po novem, prej je bil gospod Muhovič, torej umetnik, in tudi v preteklosti gospod Moderndorfer, vsi drugi umetniki, so bili prej predsedniki upravnega odbora Prešernovega sklada, zdaj pa je to Zdenka Badovinac, ki je bila lani kandidatka Levice na evropskih volitvah, torej političarka. Prvič imamo na tem pomembnem mestu, predsednice, ki pač podeljuje potem Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, političarko. In tukaj treba seveda vedeti, da je bila gospa prej direktorica Narodne galerije. Ko se je iztekel mandat, je pač odšla za nekaj časa v Zagreb, ampak so jo zelo hitro od tam, bom rekla, poslali nazaj, očitno niso bili z njo zadovoljni. Ampak ko je bila še direktorica Narodne galerije, je bil njen namestnik gospod Rusjan, ki je danes državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, tudi Levica, in sodelovala je pogosto z njimi tudi Asta Vrečko, Levica. Torej, zdaj se je Levica nekako usedla na vsa ta pomembna mesta in oni bodo dodeljevali te nagrade. Zato smo še bolj ob tem zastrigli z ušesi in je pač potrebno pogledati. In ko ste rekla, kje so tu državljani, želijo si dialoga z njimi, poziv na bojkot je ravno to kaže, da nočejo dialoga, nočejo, da jim ljudje povedo, ali podpirajo ta njihov zakon ali ga ne podpirajo. Ja, zanimivo je tudi, da je Rusjan čisto prostodušno priznal, da zato pozivajo k bojkotu, ker si želijo, da ne bi bilo kvoruma. Kaj pa dedovanje dodatka? Kaj pa to poglavje? Kako bi bilo s tem po novem? Ja, zakon njihov, torej ta, o katerem bomo odločali na referendumu, res izrecno zapiše, da dedovanje ni možno, čeprav danes vemo, da je približno 83 umetnikov. Leta 2022 je ta dodatek prejemalo 136 prejemnikov, no danes jih 83 in mislim, da je od teh jih kar nekaj dedičev, okrog 30. Se pravi, sedanji obstoječi zakon še predvideva to dedovanje? Sedanji veljavni zakon je predvideval, ampak tudi zaradi tega smo mi predlagali, da se ga razveljavi, ker potem pa tudi dedovanje ne bo možno. To, kar nam zdaj očitajo, da smo zdaj vložili razveljavitev tega zakona, s tem bi pač ukinili tudi možnost dedovanja, ker zdaj pač prejema kakšen otrok ali pa žena od nekega umetnika, kar je pa sploh absurd. On je dobil nagrado za svojo umetnost, za tisto, kar je pač počel, kar je, zdaj pa potem to deduje nekdo, ki mogoče nima nobene veze z umetnostjo. In tudi med drugimi izjemnimi dosežki imamo kar nekaj dedičev, kaj ne, gospa Iva Dimic? Tako je, to še vse izvira iz te revolucionarne in politične aktivnosti v prejšnjem sistemu. Če bi bila tukaj neka taka splošna želja, seveda se to hitro z neko novelo zakona spremeni, ampak ni bil to namen, ampak je bil namen izključno, lahko rečem, mogoče so celo malo prefinjeno šli na korenček in palico, ampak dobesedno pa je namen zakona, ki ga moramo na referendumu zavrešti in glasovati proti, to, da se res tej peščici njihovih, bom rekla, dodeljuje te posebne dodatke in zagotovo, tako kot sem rekla, z neko novelo se da tudi preprečiti dedovanje teh dodatkov. Zagotovo je to mogoče za nazaj težko izpeljati, ampak zagotovo pa je to neka tista zaveza, ki jo bo treba v prihodnje urediti in seveda urediti vse dodatke k pokojninam. Videli smo, kar je objavil spletni časopis, že omenjeni kolega Peter Jančič, da so prejemniki dodatka za zaslužnost, kar precej pisani, tako iz sveta kulture kot iz sveta športa. Se morda spomnite, gospa Jeraj, koliko ste jih določili v času vaše vlade?
No, nekaj smo jih, zdaj ne bom vedela vse, vem, da smo recimo pesniku Deklevi, pa takrat Kostji Gatniku, no, recimo to nam tudi očitajo, ampak Kostja Gatnik je recimo vložil vlogo in se pač več let o tem ni odločalo in je potem varuh človekovih pravic pozval politiko, da vendarle o tej nagradi odloči, a ne. In zato je takrat naš minister Vasko Simoniti to podelil, pa mislim, da Niku Grafenaverju, ki ga vsi poznamo, ne. Mislim, da so sama taka znana imena bila takrat, ne, da noben ne more reči, da za tega pa še nikoli ni slišal. Čeprav, če gledaš pa tisti seznam, je pa marsikdo na tem seznamu, ki pa res ne veš, kaj je naredil. Jaz ne bom rekla, da poznam vso kulturo, se pa redno udeležujem prireditev ob kulturnem prazniku, tako da za zadnjih kar 20 leti pa zagotovo poznam Prešernove nagrajence praktično vse. Ja, seznam je res, kot rečeno, bogat. Morda zdaj čas, da prisluhnimo še stališčem nekaterih drugih strank, zlasti zunaj parlamentarnih, kako se one opredeljujejo do tega referenduma o zakonu, o katerem bomo glasovali v nedeljo. Prispevek Roka Mihevca. Najprej poglejmo stališča tistih, ki nasprotujejo novemu zakonu. Na referendumu bodo proti v stranki Zeleni Slovenije, saj da spoštujejo kulturo in vlogo ustvarjalcev in da morajo biti izjeme del celostne pokojninske reforme. Proti bodo prav tako glasovali v SLS in to zato, ker so proti vsakršnim izjemam in delnim popravkom. Zagovarjajo popoln reset pokojninskega sistema. Predsednica stranke Tina Bregant je medtem za naš radio pojasnila. Pokojnine so naše pravice iz dela. Država, ki pa se postavi v vlogo razdelilnika teh pravic oziroma nadpravic za ljudi, ki so že bili nagrajeni zaradi svojih izjemnih dosežkov in bi si lahko zagotovili pokojnino, pa bi s takim zakonom dejansko ustvarili nove krivice. Največje prav za kmečke žene, ki nekatere prejemajo sramotno nizko pokojnino, nekaj čez 300 evrov, kar pa je celo nekajkrat manj, kot je predvideni dodatek iz pokojnin. Zato bomo v Slovenski ljudski stranki glasovali na referendumu proti. Da je zakon socialno krivičen in uvaja trajne privilegije za peščico že nagrajenih posameznikov, menijo v stranki Fokus. Zapisali so, da spodkopava temeljno načelo enakosti in ustvarja izjeme, ki niso vezane na realne prispevke posameznika, zato zagovarjajo celovite, pravične rešitve za vse z nizkimi pokojninami, za umetnike pa simbolno enkratno nagrado. V stranki Glas upokojencev menijo, da bi morali biti prav tisti, ki nimajo niti 700 evrov pokojnine, prvi, ki bi prejeli kakršenkoli dodatek za normalno življenje. Politično dodeljevanje denarja na račun davkoplačevalcev in upokojenih ni dopustno, so zapisali. Proti bodo še v stranki Nova socialdemokracija, v kateri so prepričani, da izjemne pokojnine rušijo pravična družbena razmerja, saj da so nagrade v obliki dosmrtnih pokojnin prešle vse razumne meje. In kdo bo za zakon? Od koalicijskih strank SD, v kateri spomnijo, da novi zakon ne uvaja nove pravice, saj da izjemne pokojnine za vrhunske umetnike obstajajo že od leta 1974. Menijo, da novi zakon uvaja transparentna, objektivna in pravična merila, ki zagotavljajo večjo enakost in odgovornost. V Piratski stranki so prepričani, da novi zakon potrebujejo, ker je bilo področje dodeljevanja dodatkov desetletja slabo urejeno. Pozdravljajo nove kriterije, ki naj bi po njihovem prinesli večji del odgovornosti za podeljevanje tovrstnih dodatkov na komisijah, ki kulturnikom podeljujejo nagrade. Za zakon bodo še v društvu Asociacija, v katerem opozarjajo, da umetniki s sedanjim zakonom niso enakovredno obravnavani in da podelitev dodatka po novem ne bo več kaprica ministra in s tem politična odločitev.
Slišali smo torej stališča nekaterih drugih strank. Kako vidve, gospa Iva Dimic in pa gospa Alenka Jeraj, vidita ta enoten glas proti tistih, ki jih ni v parlamentu? Tudi to nekaj pove. No, mi smo veseli, da so prepoznala, ne, kaj želimo s tem referendumom, na kaj opozarjamo, da so prisluhnili argumentom in zagotovo je vsaka širša politična podpora pozitivna in dobra. Je pa verjetno tudi tema taka, ker zadeva pač upokojence. Upokojencev je veliko med volilci in so najbrž tudi vsi nekako na strani upokojencev, da pač izboljšamo njihov položaj, ker vemo, da je vsako leto se povečuje število upokojencev, ki so na pragu revščine in zagotovo nas tukaj še kar nekaj dela čaka in moramo tukaj zagrizen tudi v to. Ni pa bilo veliko organizatorjev kampanje takih, ki se ponavadi pritožujejo, ko ste vi na vladi, recimo. Ja, se čudimo recimo tudi primer Inštituta 8. marec, ki je celo zbiral zgodbe upokojencev, kako so, torej kako težko živijo in tako naprej in da bodo to delili z nami, se tukaj pač ne oglasijo, ko bomo nekim določenim upokojencem dali dodatke, medtem ko vse ostale puščamo v nemar. Ja, to je čudno, bi pričakovali, da se bodo tudi tokrat oglasili. Gospa Iva Dimic? Ja, jaz pa pozdravljam, da tudi ostale, bom rekla, nevladne stranke so prepoznale to, kar ljudje pričakujejo. In to je seveda, da je višina pokojnine odraz vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno in delovno aktivnih let. Seveda pa, če tega ne sprejmemo, potem nastaja lahko v družbi vtis, da prispevkov enostavno ni potrebno plačevati. In jaz razumem, da je to en nov korak k večji demokraciji, k bolj pregledni, nenazadnje javni upravi in delovanju celotne države. In z tega vidika razumem tudi nevladne oziroma izven parlamentarne stranke, ki podpirajo in seveda pozivajo ljudi, da naj gredo na volitve in glasujejo proti. To razumem res kot nek nov moment, da je dovolj z nekimi privilegiji, ki so še ostanek bivšega sistema in da je potrebno tudi na tem, tudi na kulturi, tudi na športu, tudi na znanosti narediti korak naprej in seveda presežiti neke zaslužne, neke stare dodatke k pokojninam in enostavno je potrebno res graditi pokojninski sistem tudi v prihodnje na tem, koliko si ti vplačeval in koliko let si ti vplačeval. V nadaljevanju postopka je torej razveljavitev obstoječega zakona korak, ki ga predlagate v SDS. Poslanec Hoivik je že dejal, da ta zakon, torej ta razveljavitev v preteklost ne posega, to je logično, recipročnosti torej ni. Državni sekretar Rusjan vam očita, da gre za manever, ki bo omogočil, da bo zakon še naprej veljal, saj se leto dni v zakonodajo s podobno vsebino ne sme posegati. Kako pa odgovarjate, gospa Alenka Jeraj, na te očitke? Glejte, pri vsem tem cirkusu v zvezi s tem zakonom si ne predstavljamo, da bi si ministrstvo zdaj dovolilo tudi po starem zakonu komorkoli ta trenutek podeliti nagrado oziroma dodatek. Mi kaj tacga ne bi nikoli naredili, ne vemo pa, kaj bodo ti naredili, ker pač se obnašajo, bom rekla, velikrat precej nedemokratično, tudi kršijo ustavo, poslovnik državnega zbora, s tem se kar naprej soočamo, Ja, eno leto dejansko ne smeš nobene spremembe narediti, ampak se eno leto je zelo hitro mimo, Sej vemo, sej smo imeli že različne referendume, pa so se potem stvari spremenile. Mogoče bo pa to leto čas, da se bomo o teh stvarih resno pogovorili in morda kaj dogovorili, da dejansko ne bi imeli neke ostanke iz bivše države za osnovo, ampak da postavimo pač neke nove temelje. Ja, gospod Dimic? Ja, lejte, če vse skupaj lahko pogledamo tudi v luči sprejemanja nove pokojninske reforme, se dejansko s tem zakonom, ki so ga, bom rekla, v Levici predlagali in ga je vlada sprejela, dodatno ruši in spodkopava zaupanje v naš pokojninski sistem. In to v obdobju, če lahko rečem, ko je revščini izpostavljeno čedalje več Slovenk in Slovencev. Sindikat upokojencev Slovenije si ob koncu lanskega leta
je rekel, da je več kot 300 000 upokojenk in upokojencev prejema manj kot 900 evrov pokojnine in medtem, ko je prak tveganja revščine 903 evre. Ne, se pravi, da imamo izjemno veliko število upokojenk in upokojencev, ki se praktično komaj prebija skozi mesec, od meseca do meseca, ne, da preživijo. Ne. Tukaj pa govorimo o nekih dodatkih, o visokih dodatkih, tudi do 1500 evrov k pokojnini in seveda, še enkrat, ne morem mimo tega, ne, oni nagrajujejo, svoje, ne nazadnje danes, ko sem se peljala v Ljubljano, ne, je nekdo me poklical in je rekel, oni nagrajujejo tiste svoje podpornike, ki so kolesarili po Ljubljani, ne, na nek način, ne, in dejansko je, če razumemo seveda to proti tem privilegijem, ta referendum, ne nazadnje je to tudi referendum proti vladi, ki na nek način upokojence zateguje, zateguje kmete, zateguje gospodarstvenike, zateguje vse tiste, ki vplačujejo v naš sistem, tako davčni kot pokojninski, zdravstveni, a ne, in deli seveda peščici, ki dejansko včasih in glede na arbitrarnost, komu se to lahko dodeljuje, pušča veliko možnosti, da se zadeve zlorabljajo. Tako smo se v Novi Sloveniji odločili, da se v nedeljo glasuje proti. Še vaš zadnji glas, gospa Alenka Jeraj. Ja, tudi mi vabimo vse ljudi, da si preberejo tudi to našo zgibanko. Na domove so dobili tudi cel zakon, ki je zelo enostaven, da vidiš, o čem boš glasoval, ne, ker marsikdo pravi, ne vem točno, o čem bomo glasovali. Na referendumu bo vprašanje, ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatkih pokojninam na področju umetnosti. In edino pravilno je, da se ljudje odločijo proti, da glasujejo proti in se teh dodatkov ne podeljuje, ampak če nekdo si zasluži nagrado za neko umetniško delo, jo bo tudi dobil v sklopu teh nagrad, ki že obstajajo. Lahko se pa tudi te nagrade poveča, kadarkoli in se recimo ta denar nameni iz nekega sklada. Tako je. To bi bilo najbolj pošteno in optimalno, se mi zdi, in seveda zaveza za naprej. Hvala lepa obema za obisk v našem studiu, hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, da ste nas spremljali. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Veliko povemo, tudi z druge strani.